I would love to come to Slovenia one day. Tega nisem pričakoval. Ne boš stikal tle? Dunaj je top. Koliko 3 minute? Ok, bom povedal. Imam kar občutek, da bo danes kar naporen dan. To je tako dober, stari. Snemanje. To si dajte zapomniti. Začenja se. Zjutraj smo čakali Tilna, ampak zdaj smo ugotovili, da vlaka sploh še ni. Danes smo 1. septembra 2022 in z Nejcem gremo na road trip z vlakom. To je za najo vlak. Skoro sem karte zgubil, v redu je. Vlak smo ujeli v Kranju, ampak ima 5 minut zamude in mi imamo pa samo 5 minut, da prestopa na vlak za Beljak v Jesenicah. Tako da, kaj misliš, Tilen? Malo slabo, če me ne vprašaš, ne. Evo, zdaj se peljemo čez železniški predor Karavanke, ki je dolg približno 8 km. Graditi so ga začeli 1900, pa dokončali tam 1905-1906. Povezuje pa se prav Slovenijo pa Avstrijo in zdaj bomo šli v bistvu v srednjo Evropo. Just discovered that we are like bros some kind of way. Yeah. I would love to come to Slovenia one day. Yeah. Like really. Kako si, I love it. Spoznala svojega full cool tipa in smo ga tudi vprašali v bistvu, kam je najboljš oziroma najlepši kamor je potoval in je rekel, vsak kraj je zelo lep ob ta pravem času. Torej. Upam, da smo izbrali pravi čas za to potovanje. Peljemo se na Dunaj. Ladies and gentlemen, welcome on board of Railjet 536 to Vienna main station. Perfect, thank you very much. Have a nice day. Šla smo na Dunajsko železnico. Vozili smo se približno 6-7 ur, vmes smo tudi malo zaspala, tako da smo nabrali energijo, da greva zdaj lahko naprej. Torej, stojimo pred cerkvijo Karl Kirche, kar pomeni po slovensko cerkev svetega Karla. Zgrajena je bila cerkev v baroku. Zgradil pa je baročni arhitekt Johann Fischer. Fischer, važno, da je bil Fischer. Važno, da je bil Fischer. Čakaj, bom še povedal, da bo pravilno za YouTube, da boste prav vedeli. Johann Bernhard Fischer. Sem se res potrudil zapomniti, res ni šlo. Dobro jutro, danes gremo v Schönbrunn, pogledali smo palačo, živalski vrt, pa sem imel fajno. Zdaj Schönbrunn je v bistvu bila poletna palača Habsburžanov, je pa tudi na UNESCO tam seznamu kulturne dediščine. Težko si je predstavljati v bistvu, koliko veliko je vse to tle. Pač palača je ogromna, kamorkoli pogledaš, tako neskončni makadami,
Tako, v to smer je tam do konca makadam, v to smer do konca makadam, te ciprese, drevoredi, tako res je tak wow občutek, prav majhnega se počutiš. Tale voda ni čista, pa ne vem, koliko bi bili teli oskrbniki veseli, če bi tlele not en skočil, pa se malo čofotov. Sam je pa dosta toplo, tako da bi čist pasala ena hladna osvežitev. Tega nisem pričakoval. To je res lepo. Sploh nimam besed. Prav čutiš prav tako hladnino, kot da je bilo jezero, pa slab čist brez tebe, ampak je v bistvu sam umeten kip z vodo, ampak fakt, to je res božansko. Mi smo tu, živalski vrt je tu, gremo pa v bistvu zemlja sem, ne? Ja, kaj je že to? Šumbrun. Šunbrun. V bistvu stojimo pred Gloriete v Šunbrunu, v bistvu je, kako bi rekel, zdaj je not restauracija, pred ne vem zakaj se uporablja, moram še pogooglati, no pa v bistvu ful lepih kipov in izdelana je v rimljanskem stilu. Tak, res lepo za pogled, se res vidi, zakaj so hodili sem gor uživati plemiči. Je pa res splača prijeti pogledati, pa celo mesto Dunaja se vidi in palača in vse. Sam res pa ne vem, kaj imajo, pingvinov po mojem nimajo. Mogoče če ima kakšne morske živali, ki jih v Ljubljani ni. Kaj take eksotične, ali ga imajo, to ima kenguruje. Tako da ne, tudi panda po moje, pande še nisem videl v življenju. O, panda, ja. On puka smelo, ker doma bi ga vzel. My balance. And you know, that's when the colors started to change. Videla smo pande, ko so res luštne, pa celo familijo slonov, nisem še videl tukaj slonov na kupu in je res cool. Pa čakajo še pingvini, tako da. Kar sem si najbolj želel videti, pingvine. Pa severni medved je tu. And it was somewhere then I started to feel covered in chaos. And it was somewhere then. Don't look at me. Obisk živalskega vrta se končuje, tle si bom pogledal še krokodila, pa počas gremo. Meni so bile najljubše kvale, ki so res kao v risankah, ki jo prvič vidiš in si tako, bo res taka, ki je v risankah in pol dejansko živo je res taka. Smo že skoraj šli iz živalskega vrta, ki smo mislili, da je konec. V bistvu je res top, tako smo že prej povedala. In gremo do exita in zagledamo napis, kaj je rekel, nek akvarijum, ne vem karkoli. Pingvini so bili amazing, sloni so bili amazing, v bistvu nosorogi je bil amazing, vse je bilo meni ful dobro, res je bilo vredno dati unih 25 € za živalski vrt, tako da definitivno bi šel še enkrat.
Ja, je malo drago, ko pač prideš, ampak pol, ko vidiš, da imajo dejansko živali malo večji habitat, pa da dejansko vidiš živali, ko jih ne vidiš druge, kot pande, pa koale, pa lenivci, ko so zraven tebe, pa pingvine, ko tam čepetajo. Stop je, splača se. Edini severni medved ali polarni medved je spal, tako da edini tega nismo mogla videti dobro. Tretji dan, danes bo obiskala tehniški muzej, ne veva nič o njem, tako da bo videla, kaj je noter. Za zajtrk, če greste v Avstrijo, Hofer ima najboljšo hrano, res, to je tako dobro. Pa tudi najcnejšo. Šele začela sama, pa so moji možgani že zmatrali in tu podatkov sprejmeš naenkrat. Imam kar občutek, da bo danes kar naporen dan. Pa jaz si moral dati očala gor? Ne, ta očala tu, imam jaz. A ja, ne ta. Tako sem dolgo tu. Ok, druga očala. Povem, ki jih moraš malo zabremzati, veš. Oh my god, to je tukaj dobro, stari. Veš, kaj je fora? Jaz sem zdaj divjal, ne? In nisem gledal nič druga in pa na koncu te vprašal, kjer malo užival si. To pomeni, da pač pozorno si, če divjaš z avtom. Si najbolj užival? Ne, nisem, zato nimam izpita po moje. Ta muzej je res ogromen, zdaj so bila koliko. 1 uro so bila samo v enem oddelku, v pritličju, pa so pa še 3 nadstropja, pa še večja kot to. Padeš noter in se ti zdi, kot da si nazaj to leto 1700-1900, pač v istem enem oddelku si. Ena stara mašina, tle en kup jekla, železa. In zdaj samo tle v muzeju, včasih pa dejansko pač s tem delali nekaj novega, nekaj so proizvajali s tem, ljudje so dejansko delali na tem. Vidiš vse od vozil, od vsakdanje opreme, ko uporabljaš doma, recimo videla smo to prvi sesalc, vidiš celo artificial intelligence in na čemu danes delajo robote, vse možno, moderno in staro zgodovino. Veliko stvari, ki se nam zdijo samoumevne, ne vem, sesalc, mikrovalovka, kontaktne leče, tele v bistvu vidiš, kako so nastale, da jih je mogel nekdo izumiti in kako so se izboljševale, da smo prišli do te točke, kjer smo danes, kjer se nam ta oprema zdi samoumevna. Res si hvaležen za ene stvari, ko jih imaš. Po eni strani bi malo šel pogledati nazaj v tiste čase, da vidiš čisto, kako so ljudje to, pač kako je to izgledalo vsak dan, ki si ne znaš niti predstavljati. Znam si predstavljati, da vidim s to opremo, res. Že z našo opremo včasih ti težko, pa kaj zašteka, pa kaj ne dela. Po moje je tole moj najljubši del, ker se s tem ukvarjamo tudi mi. Ampak tukaj si že Titila rekel, da bi s tem mi delali. Po moje ne bi se ukvarjal na tem področju. Snemanje bolj s fotografijo, prej kot s temi velikimi kamerami. Moram reči, da ta muzej res preseneča, ker smo že mislili, da je res konc, smo že bila pripravljena, da gremo tu. In tako smo rekli, pol narediš na nekaj takega, pač res, sam ne konča se. Jaz sem že psihološko in fizično utrujen, tukaj je velik, tukaj zanimive stvari, ampak res, če ste tu, morate iti pogledati, ni druga.
Tehniški muzej je moje kar fajn, psihično in fizično zmatral, tako da bova danes samo še malo po centru šla, pa gremo malo ložje spat, pa gremo jutri v muzej vojaške zgodovine, pa v Madame Tussauds. Ok, začenja se 4. dan našega potovanja. Zadnji dan. Zadnji dan Dunaja, jutri gremo že v Bratislavo. Danes gremo zdaj pogledati zgodovinski muzej, zgodovinski muzej vojne zgodovine. Ja. Tako da se veselim, no. Upam, da bojo pirati. Upam, da ne bo piratov. Upam, da bojo pirati. Zanimivo je, da najprej nama niso pustili ruzakov noter nest, pa ko so videli, da imava kamere s sabo, pa so bili pa ful prijazni, so rekli, lahko jih vzameta, ampak jih moraš imeti spredi, razlog bo povedal Tilen. Ruzak moraš nositi od spredi, ker če ga imaš od zadnji, lahko rukneš slike in so originali in v bistvu lahko stopiš do nje in jo gledaš. Teda ne bi jih poškodoval original slike, teda zdaj razumem, zakaj mora biti ruzak od spredi. V bistvu se začne z 16. stoletjem, s Habsburško monarhijo, tam je eno ogromno enih oklepov, mušket, čist začetki strelnega orožja, ampak kar je spet zelo zanimivo, je, da je bilo to dejansko vse v uporabi, vse so originali, od izvornih slik do izvornega orožja, oblačil. Celo človeštvo je povezano z orožjem in vidiš tudi zelo, koliko so daljno orožje, ker eni so zelo lepo oblikovani, lepo ohranjeni, je pa tudi, mislim, se je pa nepredstavljivo predstavlja to, tako kot je bilo že včeraj v tehničnem muzeju, da je to nekdo dejansko uporabljal. Zanimiv podatek je tudi recimo v konjih, če ima konj obe noge v zrak, pomeni, da je človek padel v vojni, če ima samo eno nogo v zrak, pomeni, da je človek padel po vojni, pač zaradi vojne, če ima obe noge na tleh, pač ravne smrti. Evo, zdaj nam ostane še, se pravi, Prva svetovna vojna, potem pa Druga svetovna vojna, tanki pa ladje. Tole tle je izvirnik, oziroma izvirni avtomobil, v katerem se je vozil Franc Jožef po Sarajevu, ko ga je ustrelil Gavrilo Princip, in točno zaradi tega avtomobila oziroma v tem avtomobilu se je začela Prva svetovna vojna, ko je Avstrija napovedala vojno Srbiji. Ja, pozabila sem povedati, da sva zastonj odpršla, ker je bil zastonj sva odpršla, ker je bila prva nedelja v mesecu in je prosto vstop v ta muzej. Ok, zdaj pa greva v Madame Tussauds, pa da vidimo, kateri filmski igralci bojo Tilnu najbolj všeč. Zanimiva stvar v Avstriji pa, recimo, mislim, za Madžarsko nisem presenečen, ampak za Avstrijo pa sem da domensko ne znam angleško, tako da pejte en prevajalnik s sabo, če idete v Avstrijo. Malo je ujel dež, prišla sem pa končno v Madame Tussauds. Madame Tussauds je bil kul, zabaviščni park je bil tudi kul, sicer nisva šla nikamor, ker, ne vem, ni ta prav mood. Malce je bilo strah. Ok, malo me je bilo strah, ne bomo šli na prosti pad, mogoče naslednjič. Mislim, da res to, ker so ful veliko ameriških igralcev pa ameriških znanih osebnosti, ima tudi ful veliko nemških v bistvu, ker ne poznaš. Ja, Res, mogoče bi bil lahko malo večji, iskreno bi bil lahko malo večji. Za ceno. Ja, za ceno 20 € študentska karta, pa da sva bila v dobri uri skozi, koliko 3 minute.
Ok, bom povedal. Čakava na podzemno, greva zdaj domov. Po mojem bova kar počasi zaključila tale dan. Je bil dolg, naporen, svet so prehodila ogromen, malo so zmatrana. Ti igralci ameriški od Brad Pitta, Leonardo DiCaprio, Tarantino, režiser recimo je bil tam. Pa spoznaš tudi ful nemških stvari. Tudi park, v katerem je ta Madame Tussauds, je res nekaj nerealnega. Ono, ko vidiš v filmih, otroci posod se igrajo, veselijo, pari, ko se ljubčkajo, grejo na razne te roller coasterje. Pač res lep zaključek Dunaja, res. In tega dneva. Bratislava.